Pozdravljeni tudi v mojem imenu, lepa hvala za pozornost. Ja, drži, deloma so prispevki v monografiji Mariborske osebnosti, ki je šla v okviru zbirke Inštituta za kulturno zgodovino, njegove podzbirke biografske študije. Deloma so prispevki izvirajo iz znanstvenega srečanja, ki je potekalo v Mariboru v sodelovanju z Univerzitetno knjižnico in našo raziskovalno postajo, deloma pa so tudi novi. Nekako osnovna intenca pri oblikovanju te monografije je bilo dejstvo, da v ožjem uredništvu Novega slovenskega biografskega leksikona, katerega članica sem, pogosto ugotavljamo primanjkljaj obravnave osebnosti s področja Štajerske, zlasti prvi polovici 20. stoletja, pa tudi deloma v drugi polovici, kar je seveda posledica velikih družbenih premikov v tem prostoru. Pred prvi svetovni vojni, pa tudi po drugi svetovni vojni, ko so deloma izginjale celotne skupine ljudi, konkretno v Mariboru, denimo ruski emigranti, pa tudi nemška populacija v Mariboru. Druga nekako intenca je bila ta, da v Mariboru, kot rečeno, raziskujem, živim in pogosto opažam, da je Maribor mesto, ki je v neprestanem iskanju svoje kolektivne identitete, ki je spet posledica teh velikih družbenih premikov zadnjega stoletja. In nekako smo želeli pokazati, da so tisti osrednji mestotvorni element vsakega mesta njegovi ustvarjalni ljudje. V tej monografiji jih je veliko, ki so z Mariborom tako ali drugače povezani, ali so se v njem rodili, ali so v njem živeli del svojega ustvarjalnega življenja. Tudi avtorji prispevkov so večinoma z Mariborom povezani, znanstveniki, ki spet na nek način dokazujejo kontinuiteto v tem ustvarjalnem potencialu mesta. Seveda ob strani pa ne moremo tudi mimo te tretje intence, ki pa je, da je v današnjem času digitalizacije biografija, kot zaznavamo, močno spreminja svojo naravo. Danes smo v pojavu Wikipedije in podobnih spletnih platform soočeni z velikim preoblikovanjem tega koncepta, s tem, ko nekako sami vnašamo svoje biografije, ki nimajo uredniškega posega, ki niso nekako narejene po primarnih virih. Smo nekako skušali pokazati, da je pa tista verodostojna biografija še zmeraj tista, ki sledi v zgodovinopisju uveljavljeni metodologiji, se pravi dela na primarnih virih preverjanja, dela na spominski literaturi, korespondencah, arhivskih virih, časopisnih virih in tako naprej. Tako da zdaj posameznim osebnostim, nobene od osebnosti ne bi posebej izpostavljala, pač pa seveda vabim, da knjigo vzamete v roke. Lepa hvala.